Slavko Mežek, poznani ste po kulturi in naturi v Sloveniji, in seveda po teh projektih, ki ste jih obnovili po Sloveniji. Tokrat pa sva se srečala v Kropi, kjer je bil rojen Anton Dermota in letos mineva 110 let od njegovega rojstva in odločili ste se, da to nekako proslavite na poseben način. Kako? Tako je, Kropa je seveda predvsem znana kot zibelka kovaštva v Sloveniji. Nedvomno je to tista identiteta, tista prepoznavnost, ki jo najbolj označuje. Mnogo Slovencev pa ne ve, da se v Kropi skriva cel kup drugih zanimivih kulturnih zgodb in nedvomno je ena taka prepoznavnost kroparsko pevstvo, bi jaz temu rekel. V Kropi je toliko imenitnih pevcev, da jim še kosi komaj, da so kos. Namreč, če začnemo pri kolednikih, če začnemo pri kroparskih zborih in če začnemo pri imenitnih pevcih, solistih, lahko kar naštevamo. No, in med temi znanimi solisti so kar 3 tenoristi iz kroparske družine Dermota. Anton, ki je bil najstarejši in je uspel predvsem na Dunaju, ker je bil 35 let prvi tenor Dunajske državne opere. Potem Leopold, ki je svojo kariero delal v Salzburgu, v nemških gledališčih in se na koncu vrnil v Kropo ter bil pravzaprav vodja Kovaškega muzeja na samem začetku tega muzeja, in pa Gašper, ki je bil solist v ljubljanski operi in dolgoletni član slovenskega okteta. Torej, saj ti 3 Dermoti so že dosti za to, da lahko verjamemo tej zgodbi o imenitnih pevcih, ampak moram še omeniti Zlato, ki se je rodila Gašperšič in je bila potem Zlata Ognjanović, primadona ljubljanske opere, pa potem mladi rod, Irma Mihelič in še bi lahko našteval. Skratka, pod črto, v Kropi odzvanjajo kladiva, že dolga stoletja, vendar v Kropi se vse skozi tudi zares lepo imenitno prepeva. Pa povejva, kdo je pravzaprav Anton Dermota? On je bil pesnik? Ne, Anton Dermota je bil pevec, tenorist, ki je svojo kariero, če tako rečemo, začel pravzaprav tukaj v Kropi. Živeli so v Mežnariji ob podružnični cerkvi Kroparske Matere Božje. Kroparji pravijo kar kapelca zaradi legende o nastanku. No, Anton Dermota piše v svoji knjigi 1001 večer, kako zelo revno so živeli, kako težko otroštvo je pravzaprav imel, ampak kako je vedno znova v Kropi doživljal najlepše dneve svojega otroštva in mladosti. Da bi družina lažje preživela, so ga dali za hlapčiča na Bled v župnišče. Potem se je tam vrnil, naredil ljudsko šolo in potem so ugotovili, da je tako talentiran, da so ga poslali v orglarsko šolo v Ljubljano, izučil se je za organista in se kot organist vrnil na Bled. Tam je nastopil prvo službo v cerkvi svetega Martina, potem pa je zasledil nek razpis, da v Ljubljani v opernem zboru iščejo tenorja. In ker je že seveda v orglarski šoli se dokazal kot odličen pevec, je šel na avdicijo, postal član opernega zbora v Ljubljani, pa mu ni bilo dosti, tako je šel naprej se izobraževati naprej na Dunaj in tam zares zaslovel kot enkraten interpret predvsem Mozartove operne glasbe, se uveljavil kot prvi tenor Dunajske državne opere. V svojem življenju na odru uprizoril več kot 70 tenorskih vlog, videl cel svet in pel pod dirigenti, ki so vrh pravzaprav te svetovne zgodbe, če samo tako za poznavalce malo naštejem nekaj imen, recimo Herbert von Karajan, Wilhelm Furtwängler, Georg Scholti. Vsi ti silni dirigenti so želeli Mozarta snemati ali pa uprizoriti z Antonom Dermoto iz Krope. No, imel je tudi srečo v življenju, srečo je pianistko, kasnejšo ženo Hildo,
s katero sta pa potem seveda naredila imeniten koncertni opus kot koncertna izvajalca na koncertnih odrih, videla tudi Avstralijo, videla tudi Argentino, bila vse povsod po svetu in posnela zares vso literaturo, kar se samospevov tiče. Bom povedal eno zanimivost. V tisti dvorani na Dunaju, kjer vsako leto spremljamo novoletni Štrausov koncert Štrausovih valčkov, je Anton Dermota z ženo Hildo več kot 1,5 ure svetovno in avstrijsko javnost seznanil s tem, kako imenitne skladatelje imamo v Sloveniji in predstavil zares najboljši izbor slovenskih samospevov. Če si to predstavljate, kako je to težko pravzaprav umestiti v tako eminenten prostor, potem veste, kaj je pravzaprav za slovensko glasbeno ustvarjalnost in poustvarjalnost Anton Dermota naredil. Pripravljate pa tudi posebno razstavo o njem. Ja, mi smo zasnovali pravzaprav cel projekt, ki se imenuje Dermotovo leto, torej 1910. se je rodil, 89. je umrl. Mi smo 2019 in 2020 leto sešteli v Dermotovo leto, podobno kot pred 10 leti, ko smo takrat pripravili 6 koncertov v Sloveniji in na Dunaju. No, zamišljeno je bilo, da bomo 6. junija odpirali Dermotovo sobo v Slovenskem kulturnem centru in hotelu Korotan na Dunaju. Zaradi virusa se je to vse odmaknilo v pozno jesen, vendar bomo to tudi realizirali. Mi smo pa obrnili vrstni red in smo najprej nekaj naredili v Kropi, tako da smo prav na njegov rojstni dan, 4. junija, torej prejšnji teden, v Kapelci zaradi slabega vremena pripravili srečanje z Antonom Dermoto. Srečanje smo poimenovali 1001 večer in to je prvi od, upam, da še naslednjih. Tam smo iz njegove knjige prebrali nekaj odlomkov o njegovem otroštvu, vrteli njegove posnetke iz slovenskega opusa in pa nekatere kroparske pesmi. V drugem delu pa smo se z glasbeno urednico Marjano Mrak, ki je naredila 9 enournih oddaj o Antonu Dermotu za 3. program Radia Slovenije, za program Ars, že pred časom, ko je bil Dermota še živ, ob njegovi 75-letnici, smo se pogovarjali, kako ga je doživela, ko je bila gostja pri tej družini na Dunaju in je v živo pravzaprav snemala te pogovore z Antonom Dermoto. Mi bomo torej po tem prvem dogodku naredili drugega na Dunaju z odprtjem Dermotove sobe, namreč v hotelu Korotan zdaj odpirajo tako zvane slovenske sobe. Kaj to pomeni? To pomeni, da želijo v njih predstaviti tiste Slovence, ki so na Dunaju pustili še danes občutno vidno sled. Recimo Anton Janša, čebelar, ima tako svojo sobo, ne? Lipicanci imajo tako svojo sobo, Cankar bo imel tako sobo in Anton Dermota tudi. Kajti, če na Dunaju rečeš Anton Dermota, marsikdo še danes dvigne klobuk. In se prikloni, kajti veljal je za najboljšega interpreta Mozartove opere nasploh. No in potem še naprej, podali smo se v obnovo opuščene, precej zanemarjene Mežnarije, kjer so Dermotovi 2-krat zapored živeli in kjer so tudi njegovi starši umrli. Zato je v tej svoji knjigi napisal, da je to kraj, ki ga je najraje obiskal, kadar se je vrnil domov v Kropo, torej Kapelca in Mežnarija. V tej Mežnariji bomo naredili kulturni glasbeni center, namenjen mladim pevcem, ki bodo na Dermotovi neke vrste dediščini gradili svoje znanja, mogoče tudi svojo bodočo kariero. In kdaj predvidevate otvoritev razstave Antona Dermote? Ja, razstava je pravzaprav zdaj že kar na Mežnariji. Mi smo dali razmnožiti ob pomoči njegove hčerke Jovite Dermota iz Dunaja in Minhna, tam živi, nekaj fotografij iz njegovega življenja in pa kariere, tako da sedaj skozi okna pravzaprav vse obiskovalce Mežnarije pozdravi
Dermotova družina in Anton Dermota v različnih obdobjih svojega ustvarjalnega življenja. To je začasna rešitev, ko bodo prostori v tem objektu Mežnariji, ki smo jo za 20 let vzeli v brezplačni najem po volji cerkve, ki je lastnik. Ko bomo to obnovili, se bo pa stalna razstava preselila v notranje prostore. Pravzaprav razstava je že oblikovana, naredila jo je gospa Jovita Dermota za avstrijski gledališki muzej. Mi jo bomo samo prevedli v isti obliki na 9 panojih, potem prenesli v enega od prostorov. Skratka, Kropa je doživela dvoje, po svoje se je Anton Dermota vrnil domov 4. junija, po drugi plati pa mislim in upam, zares iskreno upam, da Kropa zadobiva novo kulturno središče, ki ima zares silno zgodbo. Hvala, ker ste nam podali to kratko zgodbo o Antoniji Dermoti. Najlepša hvala za povabilo. In vabljeni na vse prireditve.